tako, spoštovana gosta, spoštovane gospe in gospodje. Res smo en tak sončen dan nas je priklical v knjigarno Celjske Mohorjeve tukaj v Ljubljano. V teh dneh to še kar malček čutimo kot en nasmeh Janeza Pavla II., svetega Janeza Pavla II. In res sem počaščena, vesela posebej, da na ta dan v naši sredi gostimo škofa, monsinjorja dr. Maksimiljana Matjaža in pa kanclerja Celjske škofije, magistra Srečka Hrena. Na tako pomenljiv dan, torej pred večerom, ko bo v Celju slavnostna akademija ob obeležitvi 20-letnice Celjske škofije. In danes zato kot en uvod v ta lep dan, slavnostni dan, z veseljem predstavljamo izid jubilejnega zbornika ob tej priliki in se že zdaj res, gospod škof, zahvaljujem za zaupanje prvi slovenski založbi. Ves čas, torej 20 let, že sobivamo pravzaprav v isti hiši, se tudi srečujemo in ob tej priliki, ker smo tako po nebohodu in pred binkoštmi in ker na veliko molimo za vse, ki v tem času prejemajo svetega duha in ga kličemo nad mlade, je pa gospod škof zbral eno prav posebno zbirko svojih nagovorov, besedil mladim birmancem, pa tudi tistim že zdavnaj birmanim, tako smo tudi naslovili naslov njegove knjige, ki je ravno v tem času izšla in bomo tudi danes z veseljem kakšno besedo o tem spregovorili. Posebej sem pa vesela, ker smo tako nekako vstopamo v poletni čas, v toplejši čas, ko bomo v najvišji sezoni obeležili tudi 175 let delovanja prve slovenske založbe, katere pokrovitelj je seveda tudi celjski škof, dr. Matjaž, tako da res še enkrat prisrčno dobrodošli pravzaprav doma. Mohorjeva je naš skupni dom. Besedo pa predajam urednici Saški Ocvirk, ki je obe knjigi tudi uredila. Hvala lepa in lep pozdrav tudi v mojem imenu. 7. aprila 2006 je papež Benedikt XVI v Cerkvi na Slovenskem na območju nekdanje mariborske škofije ustanovil 3 nove. Tako je poleg novomeške in murskosoboške nastala tudi celjska škofija s sedežem v knežjem mestu v Celju. 21. maja 2006 je bila s slovesnostjo na glavnem trgu razglašena, Celje pa je po 1400 letih spet postalo škofijsko mesto. Letos, v teh dneh, kot smo slišali prav nocoj, tudi slovesno akademijo obeležujemo in praznujemo 20 let obstoja škofije. Za prvim ordinarjem, dr. Antonom Stresom in njegovim naslednikom, dr. Stanislavom Lipovškom, je bil maja 2021 za celjskega škofa posvečen monsinjor dr. Maksimilijan Matjaž. Kancler, gospod Hren, spoštovani gospod škof, lep pozdrav obema še enkrat. 20 let je in ni prav dolga doba. Kako vidva občutita to praznično leto, jubilejno aktivnost, celjsko škofijo kot tako? Dovolite, da najprej izkoristim to priložnost in vas lepo pozdravljam vse, ki ste prišli sem na to predstavitev, na to tiskovno konferenco. Res je, kakor je v uvodu omenila glavna urednica, sem prvič v teh prostorih kot celjski škof. Na nek način je tu, mislim, da tudi uradno, neka ljubljanska izpostava celjske založbe, česar sem res zelo vesel in hvaležen tudi za to priložnost, da so se ravno tako skupaj spletle te načrti ali pa ti posegi, navdihi, da smo lahko na današnji dan, ko nekako uradno začenjamo ta mesec jubileja in zahvale za 20 let naše škofije, tukaj in lahko predstavljamo ta naš zbornik, kjer smo hoteli pokazati neke vrste sad dosedanjega dela in se usmeriti tudi v prihodnost, predvsem na to smo hoteli biti pozorni, kako vidimo prihodnost naše cerkve, naše škofije v teh prihodnjih letih.
Bi pa tu še vseeno izkoristil priložnost in se prav v tem zborniku zahvalil tudi tukaj navzočemu profesorju Bogdanu Kolarju, ki je pravzaprav bil na nek način inspirator in spodbujevalec, da smo se za ta korak odločili, da smo namreč rekli, prav je, da se tudi tako, kakor je bilo ob desetletnici in kakor je bilo tudi ob začetku z nekim pisnim izdelkom, nekoliko odolžimo in naredimo nek pregled. Res je, da šele to nas potem tudi malo prisili, da se ustavimo, da se zazremo nazaj, da se predvsem zahvalimo tem koreninam in vsem tem ljudem, ki jih ne bomo nikoli mogli vseh dovolj omeniti, ki so prispevali k temu, da smo danes lahko v Celju kot v škofijskem mestu, ki so se za to zavzeli, za to potrudili in da hkrati res se tudi okrepimo in si damo pogum, da je bil to na nek način sad Božje previdnosti in ne enodnevni projekt, torej da nas nekaj čaka, neka odgovornost in mislim, da se s temi načrti, kako v prihodnje, da smo se tudi tako resno soočili. Zdaj bi pa še predal besedo mojemu kanclerju Srečku, ki je tudi na poseben način upleten v to zgodbo. Tudi v mojem imenu lepo pozdravljeni vsi skupaj. Sam doživljam 20-letnico kot neko številko, do katere smo prišli, do katere smo došteli. Življenje ni samo tisto, kar štejemo in doštejemo, šteli bomo naprej. Hkrati pa jo doživljam res kot dolgo obdobje. Sam sem sicer prvotno iz Mariborske škofije, v času moratorija sem ostal v Celjski škofiji in od tistega trenutka jo doživljam res kot svojo, ker sem lepo duhovniško in v zadnjem času tudi malo drugače vpet v življenje škofije. Tako da sem jo vedno jemal kot takšno zelo dinamično, šli smo iz večjega na manjše, to nam je pomagalo, da smo se bolj povezali, nekako bolj spoznali. Vedno mi je bilo všeč, recimo, ko sem bil tukaj v bogoslovju, če me je kdo vprašal, a se poznate vsi med seboj. Sem z veseljem rekel, da ja. Ozadje tega poznanja je en pomemben podatek, ne? In tudi tukaj se mi je zdelo, da je to poznavanje lastno, osebno, iz oči v oči tako zelo pomembno in da si je še bolj povezalo. Gospod Škof je vedno in v zadnjem času vedno izpostavlja, tudi polaga na srce duhovnikov, tudi izpostavimo tisto, za kar smo hvaležni. Ne da bi zanemarili tisto, kar še moramo narediti, kar je bilo malo drugače in tako naprej. Ampak če se ne veš, zakaj se zahvaliti, verjamem, da ne veš, kaj si imel. In to je čisto preprosta logika, čisto preprosta, ki nas, verjamem, duhovnike in tudi vernike naše škofije navdaja s takšno hvaležnostjo, da tudi, ko smo se pripravili, ko smo lani stopili v to jubilejno leto, tudi s takšno hvaležnostjo prihajamo pred Boga, prinašamo prošnje in zahvale in veselje, da smo del te celjske obnovljene škofije. In ta hvaležnost se v tem mesecu v Celju zelo čuti, kar nekaj še teh dogodkov povezanih s tem. Skratka, kot smo slišali, ob obletnici je šel zbornik. Poleg dr. Kolarja je veliko vlogo imel pred njem gospod Vinko Čonč, ki ga je uredil. Sicer pa ste ga naslovili V svetem duhu se prepoznavamo. Bosta povedala nekaj o tem geslu, ki spremlja celjsko škofijo. Tako, hoteli smo pravzaprav na nek način še posebej zajeti ta proces, ki smo ga sprožili pred 4 leti, ko je spet bil nek nov začetek ali pa nov zagon naše škofije z prihodom novega škofa in takrat smo se zbrali in smo rekli, poskušajmo se res zamisliti to, kaj pravzaprav Bog od nas pričakuje v teh prihodnjih 10 letih in je nastal tako imenovani strateški svet, ki je skupaj poskušal priti do neke vizije, do nekega pogleda na škofijo. No in v 2 letih smo potem prišli vedno bolj tudi s pomočjo tako različnih srečanj in pa tudi različnih aktivnosti naših duhovnikov v različnih gibanjih. Še posebej se je pri nas nekako predvsej v teh letih utrdilo
ta povezanost z tem gibanjem, ki se je začelo v Kanadi, Divine Renovation ali Božja prenova z Jamesom Melonom. Tam imamo tudi odgovornega recimo za to gibanje v naši škofiji. No in na ta način smo pravzaprav bili povezani z vesoljnim svetom ali pa vsaj z cerkvijo v Evropi, ki želi delati neke korake, da bi cerkvena občestva postajala res vedno bolj osebna, vedno bolj živa. Manjšamo se v številu, ampak imamo pa veliko možnost, da poglobimo svojo identiteto. No in k temu je seveda veliko prispeval tudi ta trenutek cerkve, ki se je zgodil 22. leta, ko je papež Frančišek sprožil tako imenovano sinodalno prenovo, kjer je res v središče bilo postavljeno prav to vprašanje. Cerkev smo živo občestvo, soudeleženi smo vsi po svojem krstnem dostojanstvu na temeljnem poslanstvu cerkve, to pa je oznanjevanje. No in zato ta naša vizija izzveni tudi v tem duhu, da se v Svetem duhu prepoznavamo kot ta občestva, bratsko občestvo, kot živo občestvo, kot misionarski učenci in voditelji. Tudi na ta vidik smo bili posebej pozorni. Formacija naših župnijskih sodelavcev kot voditeljev župnijskih občestev, skupnosti, pa ne samo v tem tehničnem pomenu besede, to že zdaj pravzaprav laiki s pridom prevzemajo te službe, ampak tudi v oznanjevanju. Pravzaprav cerkev nima svojega smisla ali pa svoje smisla in tudi ne more živeti ta svoj specifikum, če bi zanemarila tisto temeljno poslanstvo in da smo tukaj zato, da smo priča živega evangelija. Če se navežem na moje prvi odgovor, bi rekel, da čas spoznavnega večera 20 let je v naši škofiji že zdavnaj mimo. Vizija naše škofije pa resnično nakazuje tudi potrebo še po drugem procesu, ki pa je, torej v Svetem duhu se prepoznavamo. To pa nas že morebiti vsaj tudi izrazno postavlja v neko okolje, v katerem smo, v katerem živimo in se sedaj res prepoznavamo in oblikujemo nekako na novo, na drugače in k temu nas vabijo, ne toliko silijo, čeprav v ozadju vabila je tudi sila, ki jo moramo prestati, tudi nove nastale situacije v cerkvi na Slovenskem in tudi sicer in da smo nekako na teh dveh tektonskih področjih še malo, sta se že v preteklosti ribali druga ob drugo, danes se že morebiti bolj majeta, da nas včasih trese in zatrese na površju in na površini, kar je dobro, da nas tudi ne nazadnje strese in opomni na nekatere stvari, na katere moramo biti bolj pozorni, nekatere moramo bolj izpostaviti. Skozi zgodovino cerkve se je izpostavljalo tisto, kar je bilo v danem trenutku nujno in potrebno. Osnova je znana, je odkrita za vse večne čase, tukaj ni težava in problem. Po neki osnovni fundamentalni teologiji in pastoralki pa je potrebno vedno iskati nove besedno in pojmovno izraze vere. Danes pa moramo k temu novemu izrazu besednih in pojmovnih izrazov dodati še tudi druge nujne pastoralne izraze vere, pastoralne podobe vere, tudi občestvene podobe vere, župniške podobe vere in nenazadnje, če zaključim in končam, sinodalne podobe vere. Ja, ampak zdaj, ko ste omenili ta spoznavni večer, je nekako že mimo. 20 let je kratek čas v smislu, da je treba tako inštitucijo postaviti, temelje jo zakoreniniti, hkrati pa smo v obdobju tektonskih sprememb. In v bistvu iz tega razumevanja cerkve kot neke vertikalne inštitucije prihajamo v ta horizontalni vidik, kjer smo vsi nagovorjeni tako ali drugače. Zdaj pa prihajamo do izzivov, ki jih vidva verjetno srečujete v vsakdanjem delu še in še. Ker to razumevanje, drugačen pristop do cerkve, do naše skupnosti, do občestva, verjetno trči tudi v neke vzorce, ki se zdaj kažejo v tem, da so duhovniki preobremenjeni, ker v trenutni fazi pač smo v fazi, ko vsak dobiva dodatno župnijo in še dodatno delo. Tudi verniki pa so večinoma, pustimo pač ta lepe otoke, ki so nek vzor
neke prihodnje organizacije, ampak večinoma pa so navajeni na neko ureditev, ki je skozi čas dobro delovala, prihodnje pa je poverjetno drugače. Ja, res je, lepo ste to nakazali. Pravzaprav lahko morda v dveh točkah bi rekel te spremembe, ki se seveda zdaj čutijo, ne? In ki so za nas bile in so izziv, s katerimi že nekako delamo. Prva stvar je ne samo to, da morda se stara prebivalstvo, da se tudi manjša prebivalstvo, manjša tudi kristjani, manjša potem tudi število duhovnikov in bogoslovcev, ampak tisti problem pa, ki je tako zelo prisoten pri nas, ta tako imenovana individualistični pogled na človeka in družbo in čutenje, ki se pravzaprav s tem razvojem, recimo standarda ali karkoli, še bolj kaže. In zato pravzaprav smo se od vsega začetka usmerili prav to, ne, da bi se učili, kako živeti skupaj. In vidimo, da je to težka naloga in težek izziv ne samo za duhovnike, ne samo, rečemo tako, za stare župnike, ki so navajeni bili 50 let delati na nek način, tudi za mlajše, za vse, se pravi tako za duhovnike, kakor tudi za laike. Tudi ljudje v svetu imajo pravzaprav en podoben izziv ali pa podobno težavo, v družini nekje zaprti še funkcioniramo, v neki družbi, v neki povezanosti, kjer vladajo neke vrednote, kjer se dela tudi za druge, od tam se pa umikamo. Vse to se vidi, zato pa pravzaprav tako težko dobimo kvalitetne, ne nazadnje, tudi politike, ki so pripravljeni stopiti v javno življenje in pomisliti, da pravzaprav niso samo zaradi svojega ugodja, ali papež Frančišek bi rekel zaradi svojega kavča tukaj, ampak zato, da izpolni svoje poslanstvo, ki pa je v darovanju. Tako da je to, da to formacijo, in to rečem dobesedno, za dialog, za pogovor, za poslušanje, za sodelovanje, to je res ena naloga, ki jo mi zdaj nekako peljemo po vseh naših strukturah formacije, duhovniške, tako dekanijske, škofijske, bogoslovske, prepedevtične. Vsa ta formacija cerkve je pravzaprav usmerjena v to. Naredili smo tudi na začetku eno tako znamenje, zunanje znamenje tega, da želimo se bolj povezati, ko smo dekanije, prejšnje stare dekanije iz 10 združili in povezali na 5, in kar je seveda vsaka taka sprememba, jasno, nekaj trga, nekaj ločuje, je napor, ampak tako z tem vztrajnim bivanjem pa delovanjem v tem duhu, se na nek način potem vendarle človek čuti, vsak človek pa želi biti sprejet, želi biti z drugim, želi biti del enega občestva. To je eno, drugo bom pa krajši, je pa ta premik v družbi, in se tudi v naši škofiji kaže, da se poslavlja definitivno čas tako imenovane tradicionalne ali pa kulturne vere. Mislim, da bi bila kulturna vera ali tradicionalna vera lahko nosilka nekega razvoja oziroma nekega prehoda. To, kar bo storilo ta prehod ali stik v naslednje generacije, je pravzaprav ta drža pričevanje. Se pravi, samo tisti, ki bo lahko vstopil v ta osebni odnos z Bogom, ki bo prepoznal pravzaprav, da je del tega Božjega sveta, da živi to Božjo zgodbo, samo tisti bo imel tudi moč, da bo okužil, da bo prenesel, pa ne toliko z besedami, nekako pravi Frančišek, če je treba tudi z besedo, ampak predvsem pa z svojim življenjem. Temu vsebinskemu poudarku in opisu sodobne situacije bi mogoče dodal samo kakšen podatek, 2 ali 3 demografije. V naši škofiji je 110 župnij, 91 duhovnikov, od tega je 52 aktivnih, 19 oziroma 20 je duhovnih pomočnikov, tudi približno toliko jih živi izven Celjske škofije.
vseh katoličanov po popisu 23. leta, nekako čez okorec rečeno, ti podatki so vedno variabilni, je v naši škofiji 211 tisoč katoličanov, prebivalcev pa 284 tisoč, tako da si lahko malo vsak preračuna, čeprav razmerje, ko ga povemo, koliko duhovnikov pride na prebivalce, je še vedno šokantno, ampak pride en duhovnik na 5500 prebivalcev. To je še vedno šokantno za marsikoga, ampak pripravljati se je pa še vedno bolj potrebno na te čase, ki jih je gospod Škof povedal. Z nekaterimi spremembami, ki so se naredile tudi po 22. letu, je tako, kot je gospod Škof rekel, so na začetku trde, ampak tako, te pa malo prisilijo mogoče drugačnemu pristopu, odpovedi čemu prej, ki je prej bilo. Če boste naredili kolesarske steze, bo gotovo več začelo kolesariti, če temu tako primerjamo. In da nas tudi sprememba, tak institucionalna, da grdo rečem, tudi prisili v neko vsebinsko drugačnost. Prej sem omenil, da se dobro poznati, tako naprej v dekanijah smo stopili bolj skupaj, smo bolj enotni, dekani smo se še bolj povezali in enotno nastopamo v vseh naših vsebinah in tudi pripravi informacij do duhovnikov in tako naprej. Kar se pa tega tiče nove situacije in spremembe stanja, pa bi mogoče uporabil samo izraz, ki sem ga uporabil in napisal tudi v zborniku. Jaz si to novo situacijo v primerjavi in v odnosu do laikov in do duhovnikov predstavljam, da bo potrebno in bi že zdavnaj moral biti in steči proces, dobesedno steči, proces lijačenja. To pomeni, se morajo nekatere stvari dosti razmejiti. Na eni strani se trudimo, vzgajamo, da bomo lahko marsikaj predali odgovornim in poučenim ali pa izobraženim ali pa usposobljenim laikom, da bo pa naše delo zgolj na tem našem področju. Kar nekaj takih programov, ki ciljajo prav na tiste obrobne kristjane, morda tiste, ki nimajo stika z vero, z občestvom in tako naprej, v smislu, da se počutijo v neki skupnosti sprejeti, dobrodošli, da se čutijo povezani, ne samo, da nekdo pride v cerkev in opravi neke obredje. Kakšni so sadovi teh programov in kaj je v bistvu na voljo? Ja, včasih smo govorili, oziroma tudi sam sem govoril o kakšnih 3 koncentričnih krogih. Vsak si želi biti v središču, v centru, tudi sam bi si želel ali pa ne želel biti na drugem ali pa 3. koncentričnem krogu ali po krožnici, kakor hočete. Sedaj je ta meja dosti bolj zabrisana v prid, v neke sprejetosti vsega občestva. In takšnih striktnih rezov ali pa meja, da bi razmejili, ne, gotovo ni. In to je dobrodošel občutek, tudi za tiste, ki so morebiti, da bomo razumeli prejšnji izraz, oddaljeni, pa niso oddaljeni, ampak so pri sebi, samo mogoče na drugačen način je potrebno stopiti k njim. In tudi v naši škofiji so se začeli kakšni programi, morebiti se je predrugačil v kakšni župniji tudi pristop k veroučnim vsebinam, potem k mladostnikom, ki se pripravljajo na zakrament svete birme, potem nenazadnje tudi k družinam, kjer se marsikdaj in marsikje že uveljavlja neposreden verouk ali pa srečanje za družinsko pastoralo ali pa tehnično rečeno z družinskim veroukom in tudi tam takšna dinamika, ki se potem razleze tudi na druge župnije. Mislim, da je ta sistem kar dobrodošel. Morda omenim samo še eno stvar, ki se tudi tako zdi, da nekako splošno nekako se prebuja in raste, to je ta poudarek na gostiteljstvu. Ne, da smo res vsi poklicani tudi biti drug drugemu gostitelji. In vemo, da če zmoremo ustvariti dom, se bojo pač tam ljudje dobro počutili. No in različni, eden izmed takšnih projektov, ki je to temo zelo akcentuiral, izpostavil, so bile prav te organizacije Alfa srečanj, kjer je poleg te osnovne evangelizacijskega poudarka, osnovne evangelizacije poudarka na temelju vere, na osnovah vere,
poudarek dejansko tudi na to, da se gradi ta skupnost, da postajamo gostitelji. No in zdaj moram reči, da tudi v naših cerkvah več ni tako redko, kar smo včasih bolj na zahodu videvali, da se res pred mašo, da te kdo pozdravi že na vhodu v cerkev, da so potem tudi kakšna, po maši se še tudi kdo ustavi, so prostori za pogostitev. In pa tudi vidim, tudi naša sreča, ne nazadnje tudi duhovniška srečanja, si zdaj želimo res zavestno pripraviti tudi neke vrste kot dom. Tukaj imamo še mi kot škofijski duhovniki še posebej malo več dela, ker smo res bili od začetka bolj usmerjeni biti sami zase na hitro postreči in ne biti navajeni postreči drugim. Tako da vse to so zdaj neki premiki, ki tudi upamo, da bodo ugodni za nas, da se bomo mi počutili bolj domače, pa manj pod stresom, pa tudi ljudje, ki bodo do nas prišli. Težave oziroma pač izzivi cerkve se nekako nakazujejo že desetletja, ampak ko sem se s kom pogovarjala, je bilo nekako včasih slutiti tudi malo zatiskanje oči pred tem v smislu, če bomo preveč skrbeli, ne zaupamo dovolj Svetemu Duhu. Zdaj iz tega zbornika nekako se čuti, da zaupanje Svetemu Duhu se kaže tudi v načrtovanju in pripravi na nove čase. Zakaj je pomembno načrtovati? Ja, tu bi res lahko veliko se reklo glede tega, ne? Ampak spet moram reči hvala pokojnemu papežu Frančišku, se mi zdi, da je na nek način na novo našel, odkril ta pomen in pa vlogo Svetega Duha v cerkvi. Da je že pri sinodih ne bilo tako, on je tisti, ki vodi, ki načrtuje. Zdaj se pa za nas postavlja seveda tisto resno vprašanje, koliko pa mi ga dejansko tudi slišimo pa upoštevamo. To priznam, da je zame en največjih izzivov bil, pravzaprav največjih izzivov, ker iz te moje, lahko rečem pod narekovaji, izkušnje prve cerkve, nisem bil v prvi cerkvi, ampak sem jo intenzivno študiral preko Svetega pisma, seveda so kristjani dejansko delovali bolj sproščeni, bolj svobodni in bolj veseli, bolj zaupljivi, kot pa vsa ta močna družba takrat rimska in grška okrog njih. Kljub temu, da so bile verjetno materialni pogoji pa zgodovinske perspektive za takšno držo čisto enako ničli ali pa še slabše, kot so danes. In se potem vprašaš, kako to, da so oni res na viru odložili toliko, da so lahko potem svobodno živeli, mi pa začnemo zdaj že govoriti, da vsak drug duhovnik bo doživel izgorevanje, bo izgorel, vsi smo pod stresom, vsi hitimo. To se mi zdi, da je izziv in da ni smer, v katero bi Bog želel voditi svojo cerkev. No in zdaj dejansko se učimo in priznam, da se je treba to učiti, kako prisluhniti Svetemu Duhu. In na sinodi v Rimu takrat smo pravzaprav začeli skoraj za abecedo, res kako se pogovarjamo v tistih krogih, kako se poslušamo, kako mi smolimo, kako počakamo, da stvari zorijo, potem se odločamo, še drugega pokličemo zraven. No in to je learning, to je en proces. Rezultat pa mora biti ta, da pravzaprav jaz sicer moram narediti svoje, kot tisti, ki sem poklican, da sem tukaj živ sodelavec, ko pravi, Bog nima rok, ima moje roke, ampak vsekakor pa moč, dinamizem ima pa on. Ja. Skratka, lepo je bilo slišati nekaj v tem smislu, da Sveti Duh ne naloži eni osebi vsega, ampak vsem skupaj pa pove vse, kar moramo vedeti. Samo to, kar se tiče odnosa in pa dinamike med telesom, tudi skrivnostnim Kristusovim telesom in vidnim Kristusovim telesom in njegovim duhom, kar že nakazuje verjetno tudi na Škofovo izdano knjigo, ki je namenjena prav duhu, pisano z veliko začetnico, ko se je tudi nek učenec zelo trudil, da bi vsi njegovi mojstrovi izdelki bili čisto enaki.
pa mu tega ni uspelo. Ni našel odgovora, kako vse je naredil tako, kakor mojster, ampak potem pa mu je nekdo razložil, da tako ne bo šlo, če bo pa ujel njegovega duha, bo imel njegovega duha. Tako, tale knjiga oziroma ta zbornik ima tudi zelo dragocen del, ki je posvečen celjskim svetnikom, tisti, ki še prihajajo, za katere še molijo, ki so še v postopkih, pa tudi zbirka oziroma zbir vseh pokojnih duhovnikov 20-letnega obdobja in zato ima velike zasluge dr. Bogdan Kolar, pa bi vas kar prosila, da k besedi, namreč ta del je predstavljal kar velik izziv, je pa zelo dragocen, da se oziramo na svoje velike može iz preteklosti. Izvolite. Lepa hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Bi rad samo v začetku podčrtal to dobro sodelovanje med Celjsko Mohorjevo in Novo Škofijo v Celju. Pred leti je Mohorjeva izdala tudi zgodovino krščanstva na tleh Celjske škofije, ker je bilo tudi, se mi zdi, nekaj posebnega za te nove cerkvene strukture, oziroma za cerkev na Slovenskem. Zahvalim se seveda gospodu Vinku Čonču, ki je dobršen del prispeval, da smo pripeljala do konca to poglavje, v katerem je predstavljenih skoraj 80 duhovnikov, ki so umrli v teh 20 letih. Malo manj kot je še živih, ne? 80 duhovnikov, nekateri so bili že predstavljeni v slovenskem tisku ali kot drugače, nekateri pa še nikoli, sploh ne, zase tisti, ki so umrli v tujini in so bili še recimo iz časov po drugi svetovni vojni, ko so bili begunci in se potem niso Slovenijo več za stalno vrnili. Je bilo mogoče seveda vsakega predstaviti samo na zelo kratek način, ker sicer bi lahko knjiga večji del obsegala samo te orise njihovega življenja in res zelo sumarno, toliko da vsaj jih poznamo, vemo zanje in za obogatitev tega vsakega prispevka nam je uspelo, ali gospodu Vinku je uspelo, da smo našli tudi fotografije vseh. Tako da so predstavljeni tudi, bi rekel, sliki in besedi in predstavljajo kako del zgodovine Celjske škofije. Dve merili sta bili temeljni, če se mu kdo vprašal, zakaj pa je pravzaprav ta duhovnik v tej knjigi uvrščen. Dve merili sta bili temeljni, da je bil rojen na ozemlju Celjske škofije ali pa da je na koncu zaključil svoje življenje kot v službi Celjske škofije. Meni, da je imel neke naloge na ozemlju Celjske škofije. Zato je tudi kakšno ime, ki je malo manj poznano, ker pač je bil samo rojen, morda mladost preživel na ozemlju Celjske škofije, potem pa deloval povsod drugod. Vendar pa smo sodili, da je prav, da se tudi v tem smislu ga uvrsti med rajne duhovnike. In zato je tudi naslov Rajni duhovniki iz Celjske škofije, ne rajni duhovniki Celjske škofije samo. Je to malo, se mi zdelo, da je poudaril malo ta širši vidik. Vsak na svoj način, zgodba vsakega duhovnika govori na svoj način, kako je on doživljal cerkev, skupnost, katero je bil poslan, tudi poslanstvo, ki mu ga je cerkev zaupala. In mislim, da v tem smislu tudi obogatitev tega zbornika in da bo lahko vsaj kakšen med njimi tudi bralca, ki bo ta zbornik pregledoval, nagovoril, da je mogoče služiti cerkvi, bratom, sestram tudi na ta način kot uradno, kot duhovnik. Hvala lepa. Čisto malo še ostanimo pri zborniku. V uvodu ste poleg vaše besede škofa ordinarija in prvega celjskega škofa, dr. Antona Stresa, je svojo besedo dodal še celjski župan Matija Kovač. Pa bi vas rada vprašala, kako čutite Celje tudi kot ne samo knežje mesto, tudi kot škofijsko mesto, kako se škofija vklaplja v to svoje sekularno družbeno okolje? Ja, če bi zdaj gledal 20 let nazaj, ne vem, kako je bilo tam na začetku. Takrat sem jaz bil na študiju, sem bil malo odsoten, samo pri slovesnosti na glavnem trgu, takrat pa sem bil poleg.
In se mi zdi, da je bilo tudi takrat že sodelovanje med mestom, področjem in pa škofijo dobro, ampak zdaj sem pa prav vesel v teh letih, se nam je razvilo, tudi časi so se verjetno spremenili, tako da se zdi, da je tako zelo lepo sproščeno sodelovanje, tudi z konkretnimi rezultati. Recimo, ni skrivnost, da v Celju imamo, Celje se sklicuje seveda na svetega Maksimiljana Celjskega, zato je ta cerkvica Maksimiljana Celjskega z njegovim vodnjakom ali pa tem znamenjem njegovega mučeništva bila nekje v nekem središču starega Celja. In ko sem prišel takrat pred 5 leti, so prišli tudi že ljudje, ki so se tako potrudili, pričakovali, no, da bomo morda zdaj skupaj ta prostor še morda malo bolj izpostavili. In skoraj nisem mogel verjeti, ampak res od 3 leta nazaj, 2 leti nazaj, mi že obhajamo god Maksimiljana Celjskega kot celjski praznik. Se pravi, da imamo Maksimilijanov dan na 12. oktobra in prav lansko leto se mi vsako leto dograjujemo to praznovanje. Lani je bil že pravi mini festival okrog cerkvice. Takrat smo spet imeli takšno srečo, da smo predstavili nov prevod oziroma prvo izdajo skoraj knjige, ki je šla Primohorjevi Alme Kalinove o Maksimiljanu Celjskemu. Tako. No in ti projekti naši skupni vidim, da tečejo. Zdaj smo nekako usmerjeni v to, da bomo tudi Marijino cerkev morda bolj izpostavili kot to središčno mestno cerkev. Predvsem pa sem hvaležen za to pozitivno vzdušje, ker dejansko se vidi, da je škofija povsod dobrodošla, navzoča in da se počasi lahko tudi tako identificiramo z Celjem kot eno tako širšo kulturno, pa tudi verskim občestvom. Se strinjaš, gospod? Tamle na koncu smo izpostavili vaš citat, da ste hvaležni, da smete opazovati pomlad v cerkvi. Poleg vsega, kar ste povedali, verjetno veliko stvari, ki vaju navdaja z optimizmom, pa verjetno je to tudi mladostni duh v cerkvi, ki ste ga ujeli tudi v vaši knjigi Birmancem in že davno Birmanim. No, tako hvala, da zdaj lahko še na to preidemo, pa s tem končamo, da ne bomo res čisto predolgi. Res je, jaz sem hvaležen za to vzdušje mladostnosti, ki se čutim. Od tega, kar slišimo tudi tako po poročilih okrog, po svetu, se tudi pri nas dogaja, da imamo zdaj res spet velikonočne vigilije, kot vigilije tudi krsta odraslih katehumenov, da čutimo to navzočnost mladih, ne morda več v takim velikem številu, ampak recimo v teh poglobljenih trenutkih so zelo lepa ta bogoslužja slavljenja oziroma spovedna bogoslužja pri Svetem Duhu ali pa kje drugje. No, glede tega odnosa do mladih, zdaj prej sem še, ali pa zdaj še posebej želim pozdraviti tudi moje študente tukaj, iz mojega zdaj trenutnega letnika, 3. letnika, ki je pravzaprav za ves svetu navzočne. Niso samo študenti iz Slovenije, ampak imamo zdaj prvič ali pa že drugič študente tudi iz Afrike, iz Madagaskarja, iz teh dežel, ko smo včasih rekli misijonskih dežel, ki so pa prišli zdaj sem k nam, ker se zavedajo, da je tukaj res dobro, da je cerkev mlada, pa da je cerkev potrebna, torej misionarskega duha. No in prav zaradi tega mi je bil tudi velik izziv ves čas to srečanje z mladimi, sem se ga bal kot škof, ker tako s čisto mladimi nisem imel izkušnje se srečevati, čisto mladimi, to so recimo Birmanci, in vedel sem, da ne smem biti, tako ne sme fama iti okrog, da sem neki strogi spraševalec, tako kot je pri študentih, sem to skoraj ponosen na to, da je ena taka strogost pravzaprav tudi odlika pač enega dobrih odnosov. Tu me je pa dejansko res začela nagovarjati prav to vprašanje, ta izziv Svetega Duha
In da pravzaprav Sveti Duh, Bog pravzaprav nas želi storiti prav to, česar si mlad človek še posebej res želi, ne? Da bi bil močan, da bi bil ljubljen, da bi bil sprejet, da bi lahko bil to, kar je, da bi si lahko razvijal te svoje konkretne darove, ki se jih takrat še sploh toliko ne zaveda, se jih celo morda še sramuje, kakorkoli, in da bi mu vera ne bila še en dodatek in breme, ki jo mora takrat v tistih težkih časih ali pa prelomnih časih svojega življenja premagovati. Zato priznam, da v začetku sem imel mal tak strah, pa mal respekt do teh birmanskih slav in sem svoje kolege, bolj izkušene dekane, pošiljal v ogenj. Potem me je pa to vedno bolj grablo in že po prvem letu več nisem hodil z napisanimi pridigami do teh birmancev, ampak samo še z mikrofonom in se mi zdi, da sem tam lahko vsakim govoril in se pogovarjal na način, da je bilo meni zanimivo in vem, če je bilo meni zanimivo, je bilo kolikor toliko tudi njim zanimivo. No in mi je ta inspiracija mladih ljudi in predvsem to, no, da bi jim predstavil vero kot nekaj, kar nas razveseljuje, gradi, kar je dodatek našega življenja, mi je bilo to res vedno izziv in pravzaprav me birme in ta srečanja, posebej še tedenska z njimi tako sproščajo. Glede na to, da so to birmanski nagovori, lahko bi rekli, da so pridige, ki so sinonim dolgočasnega poslušanja, tako je, Bog pomagaj. Ampak vam pa je uspelo, da je čisto vsaka malo drugačna, da ste vsaki nagovorite eno področje življenja mladega človeka in da se skozi to najdemo tudi odrasli, starejši bralci. Kaj je navdihovalo te vaše nagovore? No, da je na koncu izpadlo tako, kot pravite, imate seveda zasluge tudi moja dva sodelavca, Nina pa Klemen, ki Nina seveda vse pridige prebere, prepiše, uredi jih, in potem tudi malo posortira, tako da na koncu pisno vendarle je večkrat bolj po temah postavljeno skupaj. Moram pa reči, da meni je vsebinsko, pa tudi če imam dve, kar je redko, da imam dve slovesnosti na en dan, ker ne samo, ker sam sem manj sposoben za take izzive, ampak tudi, ker bi rekel, spoštujem, mi je vsako srečanje originalno in jaz pač se dam ves tistemu dogodku, tako da je, ampak tudi, če se to zgodi, da potem pridige seveda niso enake, ker so se ljudje zamenjali, je druga skupina in hvaležen pa moram biti to predvsem Božji besedi. Meni je Božja beseda taka inspiracija, da če mi le nekaj Gospoda, nekaj trenutkov, nekega premisleka, potem o Božji besedi se vedno in po ljudeh, ki jih vidim, se vedno rodijo močne stvari, tako da vem, da ne more zmanjkati, tudi če bo treba še 10 let recimo pridigati. Tukaj se moja kolegica, sestra Snežna, smeji in potrjuje, da je Sveto pismo neskončna inspiracija. Tako je. In to spoznanje je eno izmed teh daril, ki jih prinaša ta knjiga birmancem, mladim ljudem na pragu odrasle vere. Pa tudi to sporočilo, da vera ni breme, ampak da je srečen človek največje Božje veselje. Knjigo je likovno opremil Kapucin, brat Luka Modic, ki je bil danes tudi napovedan kot gost, vendar se je moral žal opravičiti zaradi drugih obveznosti. So pa njegove ilustracije polne neke mladostne iskrivosti, včasih so malo navihane. Pa vas za konec vprašam oba dva, kako pomembno je v življenju in predvsem v veri v cerkvi ohranjati smisel za humor in to mladostno iskro? Hvala za to lepo vprašanje. Jaz bom rekel, ker nisem ravno človek, tako, ker bi bil sposoben producirati dosti humorja, mi je pa izziv to biti pristen, biti to, kar si, tako naraven. In potem ljudje vzamejo za humorno tudi tvojo nerodnost, tudi tvoje stiske, če iz teh ne delaš kakšnih posebnih težav. Bom samo tu izkoristil še priložnost, ne nazadnje zadnjo obliko te knjige se je rodila
recimo, kaj se morda rečemo pri Birni ali pa pri obisku Župnije na Kalobju, odkoder je gospa urednica in tam sem srečal tudi njene otroke. In to so otroci od pobirmanih, čakajoč na birmo in daleč birmanih. In enostavno je bilo čisto naravno, da smo zaključili tam, kaj je pa, kako težko je pa njim poslušati, recimo te razne, kot ste prej rekli, dolge in naporne birmanske pridige. In smo tam padli v tak lep dialog in fantje so se potem vzeli za izziv, da so te stvari še enkrat prebrali, za kar se jim res zahvalim, in so potem svoje neposredne vtise, pa tudi kakšna vprašanja zastavili in to, da, kot vi rečete, morda en humorni, ali vse en lep življenjski, pričevalski ton tudi potem celotni knjigi, za kar sem jim hvaležen. Ja, še moj odmev na to knjigo, tudi sami kdaj pomagamo gospodu Škofu, kot je že dejal. Sem tudi jaz tako, želim biti neposreden, sem lansko leto tudi naredil spisek kar 32 delovnih mest v katoliški cerkvi, tako da ne bo nihče rekel, da se tu nič ne dogaja. Tako sem jih na hitro, naprimer, voditelj bogoslužja v pričakovanju duhovnika, imaš posvečene osebe, pa za laike, 32, tudi vse napotke, kje, kam lahko grejo in tako naprej. Da tega očitka ne bo, da se tu nič ne dogaja. Kariernih izzivov celo vrsta. Celo vrsta. Tako da imajo tukaj kaj. Kar se pa tiče humorja, humor je vedno nek izraz neposrednosti, zagotovo pri mladih pa še bolj. In ohraniti to odprtost, neposrednost ljudje potrebujejo. Še posebej, če je v ozadju, če je lep, takšen sproščen humor, pelje tudi k neki simpatični kerigmi oziroma oznanilu. Bi res zaključil s tem, kar je Škof izpostavil v tej knjigi. Mladi potrebujejo sidro, danes še bolj, kakor pa prej. In izpostavil ga je v 3 kavlih, to sidrišče za mlade generacije, pa vse druge. Božja beseda, beseda je odnos v molitvi in molitev je Bog. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Vsekakor želimo tudi celjski škofiji vse to, da ostane mlada v srcu, trdna v svojih namerah in usmeritvah, predvsem pa topla in odprta za vse ljudi dobre misli. Iskrene čestitke in Božjega blagoslova pri vseh vaših prizadevanjih želimo. Hvala lepa obema sogovornika in seveda vam vsem za pozornost in obisk. Vabimo spet v četrtek, ko se bomo pogovarjali o Jurčetu v Režetu, še enemu vizionarju celjskega pevskega festivala ob 11. v tem istem prostoru. Za danes pa hvala lepa in naj ta majski blagoslov gre z vami domov.